20 žensk nas je bilo v prostoru, kjer smo ležale, med nami je bila pa ženska v posteli z mrežo. To je kot v filmih. 20 let nazaj je nek psiholog ali psihiater napisal v izvid, Barbka je imela videnja, da bo nekega dne nekaj velikega storila, da bo pomagala samomorilcem, in to je vse napisano. Jaz sem vse to pripovedovala z žarom, veseljem, ne? In na koncu je napisal, Barbka ima blodne. Danes pa imam 11 let svoje podjetje, 11 let svetujem, predavam. To niso blodne, to je realnost. Dobrodošli v novi epizodi podcasta. Danes je z nami spet čudovita gostja, Barbka Špruk, ki je šla iz temnih globin depresije, tesnobe in 20 hospitalizacij v neko novo pot, luč, svetlobo in danes tudi pomaga drugim na tem področju. Barbka, dobrodošla. Hvala za povabilo, hvala, ker sem lahko del tega danes. Kako se je tvoja zgodba začela? Daj nam povej to pot. Torej, kar nekega dne si se zbudila, si čutila neko tesnobo? Kako je bilo? Ja, spomnim se, kmalu po srednji šoli me je začel dušiti oziroma stiskati, depresivna sem bila. Spomnim se, da sem sedela, prej sem živela pri starših v Komendi in gledala čez okno in na lepem nisem več videla smisla. Težko mi je bilo, hudo. In seveda je takrat tudi mami poiskala pomoč uradne medicine, torej psihologinje, kamor sva začeli hoditi na pogovore. Ne vem, kakšno leto, vsak teden, ampak ni bilo rezultata, ne, ker sva se samo pogovarjale. Spomnim se, da mi je dala tak list črne packe opazovati, ne, in jaz vedno rečem, že normalen človek, ki bi videl list črne packe, ki bi ga opazoval, bi rekel, pa kaj je to, ne? Kaj pa nekdo, ki je depresiven, pa res ne rab opazovati in opisovati črno packo. Tako da skozi so bili neki testi, ni bilo te globine, čeprav gospa je bila zelo prijazna, ampak ni mi znala pa povedati, kako iz depresije, tesnobe, anksioznosti v zdravo, srečno življenje, ne? Nekaj je šola, izobrazba, nekaj je pa to doživeti na svoji koži. Najbolje je imeti oboje, ne? Zdaj, ko si to doživela takrat, se ni tam zaključilo? Ne. Kaj lepo? Potem sem jaz nekako po svoji zdravi kmečki logiki iz depresije ven prišla z delom. Rekla sem si, če bom delala, potem depresije ne bo. In sem res delala, fizično bila aktivna in nekako se iz prve depresije postavila na noge z fizičnim delom, ne? Kaj si delala takrat konkretno? Doma čistila, pospravljala na kmetiji, na njivi, pri mojih starših je manjša kmetija in nekako mi je uspelo. Ampak znotraj mene je bilo, kaj pa, če se to spet ponovi? In seveda v tistem obdobju sem jaz potem zašla v evforično stanje, imela sem samostojno razstavo, tudi rišem, slikam. In takrat se je meni tako vse odprlo, jaz sem bila vsa vesela. Danes vem zakaj, ker sem bila odvisna od zunanjih dejavnikov, ker nisem imela tega žara, tega življenja v sebi in sem bila odvisna vse, kar se je zunaj mene dogajalo. In potem sem spet padla v depresijo, ne? In v tistem času meni so takrat diagnosticirali več teh nalepk, jaz rečem, ne diagnoz. Daj mi še nalepko povej, ja. Bipolarna motnja, manjša depresija, šizofektivna, borderline, vse. V 5 minutah me je obravnavalo, torej med letom 2000-2007-2008, več kot 10 psihiatrov. Vsak mi je dal drugačno diagnozo, drugačna zdravila. Če bi vsaj 2 trofla, isto diagnozo, ne, bi bilo v redu, ker sem šla jaz dvigant kartoteko, pa niti 2 nista trofla, ne. Mogoče so kakšne odstopanja, drugače pa večinoma je temeljil na teh nalepkah in na teh tabletah, diagnozah, oni rečejo, ne. Ampak z menoj se niso pogovarjali. 50 minut imaš ti s psihiatrom, ne gre v globine tvoje, ne. Kot sem se kasneje sama spuščala in seveda se izobraževala, hodila na svetovanja, brala knjige, se seveda tudi pri vas izobraževala, ne, da sem spoznala, da rešitev iz tega ven je. Takrat se mi je pa zdelo, to je bilo moje hudo obdobje, ko me vedno kdo vpraša, zakaj trajalo 7 let. Je zato, ker sem hodila od enega strokovnjaka, seveda vedno uradna medicina, psiholog, psihiater, še pri eni psihoterapevtki sem bila, terapevtki, pri mnogih duhovnikih, ne.
Ampak noben mi ni znal povedati rešitve, ni mi znal povedati, kako naj jaz grem ven iz tega. In zato sem jaz tolikrat, ko me vprašajo, zakaj sem tolikokrat pristala v psihiatrični bolnici, ker nisem imela rešitve. Ker mi je bilo tako hudo, obenem pa, ko sem prišla v psihiatrično bolnico, so mi spet dali recepte tablet in tam so tudi neke skupine, ki vedno rečem, zdaj smo v 21. stoletju, jaz sem ti že rekla, že vikam tikam. Aleksandar, kako dobro bi bilo, da bi svojim znanjem prišel v bolnišnice, zdravstvene domove, torej do psihologov, psihiatrov, da bi oni znali komunicirati in učiti pravilno, kako deluje naš misli, čustva, občutki. Imamo zdaj kar nekaj zdravnikov, medicinskih sester, tudi psihologov, ki pridejo k nam na delavnice, vendar pridejo bolj sami od sebe, samoiniciativno, zato ker želijo nekaj znanja najprej za sebe in tudi prenesti na paciente, ni pa tega, kar si sama rekla, da bi bilo mogoče strani neke inštitucije želja po morda nekem dodatnem znanju. Ja, ker je moje mnenje, da je to nujno potrebno. Z roko v roki uradna medicina in alternativa. Brez sodelovanja ne bo napredka. Vsi potrebujemo en drugega. Mi vemo, da ne moreš samo, moja pomoč, tvoja pomoč ali pa od psihiatra. Več ljudi je nekomu na razpolago, več možnosti je, da ta človek preživi, se pozdravi in gre naprej. Ko v akutnih stanjih vsi vemo, rabiš zdravnika oziroma psihiatra, in seveda nekateri tudi hospitalizacije, ko gre res za hude primere, ki jih tudi, seveda, sem tudi jaz že takrat srečala dol, ko nekateri pravijo, treba je zapreti bolnice, treba je po pameti, jaz vedno rečem, treba je biti zelo previden, nekdo takrat to rabi pomoč, nekdo bo potreboval kaj drugega, oziroma moje mnenje je najboljše usporedno iti, uradna medicina in alternativa in potem človeka naučiti, da ima moč, znanje on sam. Ne pa tega meni nihče nikoli ni rekel. Meni so vedno govorili, Barbka, ti imaš to diagnozo, ti imaš te probleme. Jaz nikoli nisem slišala takrat, Barbka, rešitve so, lahko se pozdraviš, ti boš zdrava. Ne, tega ni bilo nikoli. In zato sem se jaz vrtela v začaranem krogu in nešteto ljudi, tudi mojih strank, ko me pokličejo, ker že 11 let, kar svetujem, predavam, zgodbe so podobne moji. Nešteto hospitalizacij, nešteto diagnoz, tablet, pogovorov ni oziroma 50 minut, čeprav se že spreminja, seveda se, ampak prepočasi, ker mislim, da uradna medicina, ki jo seveda plačujemo tudi mi, davkoplačevalci, bi mogla imeti takoj dostop za nekoga, ki je v krizi, da ima ne samo možnost teh tablet, ampak tudi pogovora, večurnega z nekom oziroma strokovnjaki, da bi ga usmerili v pravo pot, da bi on, ki je na tleh sesut, našel pot ven iz tega. To je ključno. Ko si bila takrat hospitalizirana, si bila to prostovoljno? Ja, prostovoljno. Tako, sama si se odločila, jaz grem zdaj noter. Ja. In ko si prišla ven, si se boš počutila? Ne, moram reči, da sem šla dol malo ker sem imela konflikt s starši, Takrat sem bila še mlada in uporniška in sem rekla, ne grem takrat pri psihiatru na pogovor, sem rekla, raj grem v psihiatrično bolnico kot staršema domov. In sem bila euforična, vesela. Jaz sem imela izbiro, jaz sem bila tako vesela, da sploh ne znam povedati. In tudi na zaprti oddelek, ko sem prišla, smo bili vsi euforični, veseli, seveda, ker sem bila tudi jaz gledala v takem razpoloženju, nisem videla, mogoče sem pa tja, da je bil kdo žalosten in meni se je res del dober, Joj, to je pa res dober, No, potem sem pa videla, da je to malo drugačne. Sicer danes že zelo napredujejo, ampak tam je bilo takrat tak sistem, da si mogel tablete vzeti, če hočeš ali ne. To pomeni, da ko so meni rekli, Barbka, zdravila so na vrsti, sem jaz rekla ne, ker jaz sem sama prišla prostovoljno in zdravil ne bom vzela, so me drugič opozorili, da naj vzamem, na kar so se z nami spravili medicinski tehniki, sestre in me zvezali z jermeni in me privezali na posteljo. To je bila kar huda izkušnja, ker sem zavrnila zdravila. In potem sem to sem jaz večkrat videla tudi pri drugih, ko so zavrnili. Spomnim se več teh psihiatrov, kako so obkolili človeka in medicinskih tehnikov in to je bilo meni to kar srce stisne. Ko ga potem vsi napadajo, ne vem,
ali se res ne da, glede na to, da imamo toliko strokovnega osebja, toliko psihoterapevtov, toliko psihologov, toliko vsega, da bi bili v bolnišnicah, da se človeku približajo, tako so nam pa ustvarili še eno dodatno travmo, a ne? Veliko ljudi trpi danes za posttraumatskim stresom zaradi zdravljenja v psihiatričnih bolnišnicah. Marsikdo meni reče, jaz se tako bojim in tresen, če slišim rešilca, da me bodo spet odpeljali pa privezali. A smo mi kaj s tem naredili? Čist nič, ne? Če se le da, bi mogel biti human način pristopa k nekomu, ki ima težave, ne? Ti si šla prostovoljno v bolnico, ker nisi hotela imati zdravil, so te privezali, so ti te zdravila pol usilili na nek način. Ja. In potem nisi šla več nikoli. Večkrat, sem šla več kot 20-krat. Kljub vsemu, da si vedela, da če boš zavrnila zdravila, boš spet lahko privezala. Ampak takrat sem potem že počasi ubogala, ne? Ker te zdresirajo, da ti ubogaš. Ne? Ker tudi sem opazovala s tistimi ljudmi oziroma z mojimi soborci so lepo ravnali, ki so vse kimali, vse pojedali, s tistimi se lepo in potem sem tudi jaz začela nekako sodelovati, ker sem bila pa navsezadnje zelo sesuta, zelo depresivna ali tesnobna, anksiozna. Čeprav imam na sumu, da so, seveda, če pogledate stranske učinke zdravil, je mogoče en del tudi prispevalo k tesnobi, paniki, jemanje zdravil, saj piše med stranskimi učinki zdravil, ne. Tako da jaz sem se večkrat vrnila, ker se je moje stanje gor dol, ne. Ni pa bilo tam, tako kot vedno rečem, ni bilo znanja, ne, da bi mi pomagali, kako naj se jaz rešim teh svojih stisk. Zato sem se tolikokrat vračala v bolnišnico, ne. Koliko časa si bila tam ponavadi noter? Odvisno, včasih 3 mesece, pol leta, 1 mesec. Zato kar dosti življenja, no? Prosim? Kar dosti življenja si tam preživela. 7 let, ja. V bistvu ne cel čas? Ne cel čas, ampak kar velikokrat, ja. Bila sem tudi v psihiatričnih bolnicah, kot je torej Ljubljana Polje, Pohorje, hvala Bogu, ker jaz sem ena zadnjih, ki sem videla še, mislim, hvala Bogu, ne, žensko mrežo zaprto, ker takrat tega ne bi smel biti, ko sem šla izbrati, ne, da bi te mreže mogle biti odstranjene. Torej 20 žensk nas je bilo v prostoru, kjer smo ležale, med nami je bila pa ženska v posteli z mrežo, a ne. In vedno se je drla, ko so šli pač medicinske sestre mimo, pa psihiatri, ko smo šli pa mi, je bila pa z nami lepo, je govorila, mi smo jo pa čez mrežo zajezdali ali pa kakšne piškotke, pa mislim, ja. To je kot v filmih, no. Kot v filmih, ja. Ampak tako, da sem jaz še videla tisti čas, kako je bilo na Pohorskem dvoru, ampak meni so bili ti ljudje zelo blizu, v smislu, ker sem poznala njihove zgodbe, večina teh je zelo trpel, veliko pretrpel in vem pa, da ni enostavno, ne. Ko nekdo pravi, pa ne vem, če se to da pozdraviti. Jaz vem, da za tem stoji veliko truda, vztrajnosti, dela, discipline, na kar marsikdo ni pripravljen spremeniti svoje prepričanja, ne. To je kar proces. Vem pa, da se da, ne. Z mano na čelu nas je veliko, ogromno, ne. Ampak vedno rečem, odločitev je vaša, ne. Jaz vsakemu rečem, ne dajem zdravstvenih nasvetov, svetujem na področju osebne rasti. Vaša odločitev je, kako naprej. In vsi vemo, za zdravila je odgovoren psihiater, zdravnik, ampak če vidite, da nekaj ni v redu, je potrebno poiskati drugo mnenje, a ne. Ko ima nekdo 50 zdravil, pa se še vedno ne počuti dobro, potem vedno rečem, dajte še koga poiskati, ker namreč meni so predpisovali leta 2018 več kot 15 zdravil na dan. In to niso heci, ne. Meni je takrat slina tako dol tekla, oči mi je gor obračal, vrat, ne. Moja mlajša sestra se spomni, prav tebi je slina tako le dol tekla, ne. Mislim, grozljivo. In to je zdravljenje. Jaz temu rečem pohabljanje, to ni zdravljenje. In takoj prepoznaš ljudi pod psihiatričnimi zdravili, otopeli, naravno zgledajo, nič ne morejo. In vedno rečem, je to življenje. Ker vsak človek si zasluži zdravje, si zasluži dostojanstveno življenje, da je del družbe, da nekaj dela, kar ga veseli, ne pa da je zdaj on izobčen, zato ker je bil v psihiatrični bolnici, zato ker pač sistem pač to dopušča, drugega ne bom rekla, ne. Mislim, tako kot te poslušam, je, da ti si kar ponosna na to, da si to šla skozi. Ja, zdaj sem pa res. Na začetku nisi bila? Ne, seveda ne. V začetku sem bila jaz jezna, takrat, ko sem leta 2008 ugotovila, kaj so mi naredili, ko sem šla raziskovati po internetu, ker sem imela na sumu,
tako kot pravim, nekomu antidepresivi rešijo življenje, jaz sem ena izmed tistih, ki so mi antidepresivi povzročili samomorilne misli. Piše v stranskih učinkih zdravil mednarodne organizacije CCHR, MDAC, če bo koga zanimalo, naj si pogleda na Google, imate spletno stran, oziroma pričevanja žrtev psihiatričnega zdravljenja in nasilja. Ko sem jaz videla leta 2010 posnetek Psihiatrija, recept za nasilje, me so se solze ulile. Sem rekla, končno imam jaz dokaz, ne? Nekaj ni bilo v redu s temi zdravili, ne? Jaz moram reči, da če ne bi bilo moje mami, atija, moje družine, torej bratov in sester, mene danes ne bi bilo več. Ker hvala Bogu, oni mene niso silili potem več v bolnico, ker so videli, da propadam, ne? Da je vedno slabše z mano, ne boljše. Ne? Torej, ti si šla 20krat noter in vsakeč je bilo slabše. Ja. Se pravi, na koncu je iz 100 mg že prišlo na 2500 mg zdravil. In potem sem bila tako kar rastlina. Ne? V bistvu mami zame skrbela. Mami je najprej bolniško vzela, potem je pustila službo, da je bila z mano 24 ur na dan, ker jaz nisem bila sposobna se ne umivati, ne jesti, ne nič. Torej, vse je ona skrbela zame. Tukaj, če ne bi bilo mami 24-urnega varstva mene, jaz ne bi preživela, sigurno ne. Ker jaz niti nisem upala si med ljudi. Torej, strah me je bilo, sram, krivda, anksioznost, tesnoba, vse se mi je nabral. Kako ne grem zdaj med ljudmi? Ne, vedno sem govorila, jaz ne moram taka med ljudi. Tako da tisti, ki se name obrnajo, pravijo, to je podobno ti govoriš, kot jaz doživljam. Jaz kar ne moram med ljudi. Ja, vsi smo imeli te blokade. Kaj bodo zdaj drugi rekla, ne? Potem sem pa jaz vedno pobegnila iz Komende v Maribor, ne? Maribor je na nek način moj drugi dom, moje zdravilno mesto. Kar na štop sem šla, pa kar v Maribor, sploh nisem vedela najprej kam grem, pa če niso šli montirati, se spomnim meni mizari v Maribor, sem rekla, potem pa jaz tudi tja, ker tam me pa noben ni poznal in sem si jaz gor našla pol sobe so uporabo, službo. Edino enkrat je pa en direktor ene firme, kjer sem delala v telefonskem studiu, kjer smo prodajali knjige, me je poklical na razgovor in je rekel, vi pa ste malo depresivni, tako imate zelo žalosten glas. Ojoj, sem rekla, pa ne no. Jaz sem mislila, da se bom skrila, če bom tam v Mariboru, da noben ne bo vedel, da sem jaz v takem stanju. A ne? Pač so najbrž mislili, da je bolj tiha, zaprta vas. A ne? Tako da jaz vedno rečem, ljudi, ki so v tem stanju, bi mogli malo premakniti v druge konce Slovenije, jih malo pomešati, da se postavijo na noge in potem se spet vrnejo nazaj. In ko sem prišla potem v Komendo, tam, kjer sem včasih živela, so me vedno vprašali, ja, kje pa si toliko časa, pa sem rekla, ja, v Mariboru sem bila, čeprav sem bila en leto bajto zaprta, en mesec pa v Mariboru, ker mi je bilo toliko sram, toliko mi je bilo narodno, toliko mi je bilo težko povedati. Danes mi je o tem, kaj bure govoriti, danes mi je to enostavno, a ne, danes mi je vseeno, kaj si kdo misli, bolj mi je pomembno, da se jaz dobro počutim in da je zaradi moje zgodbe rešenih že ogromno življenj. To je vse, kar mi največ in ogromno pomeni. Pa da so spremembe, pa da so podpore na tem področju, pa tudi vi, Aleksandar, s svojim delom veste, da delate premike, preboje, za kar sem vam hvaležna, ne? Ker to je nujno. Mi smo v 21. stoletju, sodelovanje je nujno. Vse rabimo, ne? Ko nekateri strokovnjaki pravijo šarlatani, lepo vas prosim, potem bi jaz mogla reči, pač mene je obravnavala uradna medicina, kaj ne, jaz njim tudi rečem šarlatani, ko sem bila toliko časa na tleh, pa se suta pod njihovim vodstvom, nikogar ne smemo za to ožigosati, ne? Mi moramo iskati možnost sodelovanja, ker rabimo vse, rabimo alternativce, rabimo uradno medicino. In ni konkurence, ko kdo meni reče, ja, a ni konkurenca? Ja, ni je, ker moj način dela je moj, vaš Aleksandar je vaš, od nekoga tretjega je pa spet drug. Dopolnjujemo se, učimo se, torej jaz se rada učim, sprašujem, doma imam več kot 100 knjig. In moja mlajša sestra je rekla, ne, to je bila starejša, je rekla, jaz ne moram verjeti, da imaš ti knjige, ker se nikoli nisi rada učila. Sem rekla, ja vem, ja, to me je zanimalo. In to je tisto, kar vedno rečem, ko nekaj delaš s srcem, z veseljem, žarom, potem se samo množi in širi. In seveda, da ti ne napadaš drugih. Torej, tudi jaz ne rečem, da nisem v začetku napadala stroko, ker sem bila žalostna, jezna, razočarana, ker bi lahko izgubila življenje, ker me nihče ni slišal, ker so me samo filali s tableti. Pogovori tam niso bili pomembni. Ni bilo pomembno, da bo kaj iz mene, ne? Čeprav je zanimivo, 20 let nazaj, ko sem dvigala potem kartoteko, je nek psiholog ali psihiater napisal v izvid,
Barbka je imela videnja, da bo nekega dne nekaj velikega storila, da bo pomagala samomorilcem in to je vse napisano. Nekaj še manjka, da se uresniči, potem bom objavila. Jaz sem vse to pripovedovala z žarom, veseljem, ne? In na koncu je napisal, Barbka ima blodne. Ne? Torej, danes pa imam 11 let svoje podjetje, 11 let svetujem, predavam. To niso blodne, to je realnost. Torej, naša duša čuti, naše srce ve, zakaj je rojeno, ampak moramo iti pa skozi take preizkušnje. Tudi jaz sem se včasih spraševala in jokala, zakaj jaz nisem tako kot druge ženske, ki imajo družino, otroke in vse ostalo. Ampak se pa sem pomislila, joj ne, to ni zame, ne. Obožujem otroke, veliko sem delala z otroci kot animatorka, vodja animatorjev, ampak jaz sem se bolj videla v tem umetniški smeri, svetovanju, predavanju, risanju, slikanju. Tako imam 9 nečakov, zdaj imam 9, ja, in uživam v tej vlogi tete, ne. Kako pa tvoja družina? Razmišljaš kaj o družini? Ne, ker to sem pa že kot otrok vedela, ker imam 3 sestre, 2 brata, mi je že takrat, joj, tole pa ne bo zame, jaz sem se že kot otrok videla oziroma kot najstnica, da bom svobodna umetnica, da bom risala, da bom pač uživala, ne. Ja, seveda, partnerja, ja, ne, ampak pač otrok si pač nisem predstavljala. Razen to, da bom zdelala z otroci, ker jih obožujem, ker jih imam rada. No, tako kot pravim, zdaj sem itak teta 9 nečakom in mi varstev ne zmanjka. Zdaj trenutno imaš partnerja? Ne, trenutno ne. Ma si ja želiš? Ja, seveda, ampak to je pač področje, ki ne še malo ostane skrito. To je že področje, na katerem moramo osebnostno zrasti. Torej, šla si skozi različne preizkušnje in našla neko pot ven, neko rešitev. Kaj rečeš ljudem danes, ki morda niso še našli te rešitve? Vsem enako rečem, takoj zdaj poizkusite poiskati pomoč. Če ne morete vstati iz posle, se ne morete umivati, ne morete najbolj osnovnih korakov narediti, poiščite zdravniško pomoč. Danes je malo drugače, tudi pohvalijo psihiatrično bolnico, tudi sprejemi so vsekakor drugačni, kot so bili včasih, ne. Tudi več je kakšnih delavnic, ne, je vedno več pohval, ne. Tako da zdaj to ne bi smelo biti več sramotno, ker mi nekoga, ki je v stiski, ga moraš imeti 24 ur na dan pod nadzorom, ne, ko je res huda kriza, ne. Potem pa vzporedno iskati še druge poti, torej takoj, ker je škoda, ker je življenje tako lepo in če ti poiščeš pomoč in imaš ali terapevta, svetovalca, nekoga, ti boš prej prišel ven. Prej, ne, in tega danes se spravim poka po šivih. Slovenija je polna terapevtov, psihoterapevtov, NLP mojstrov, ne, že iz vašega področja, ogromno jih je, ne. Torej, pomoč je takoj na dosegu, ne, samo narediti je treba ta korak, akcija, reakcija, ne, brez nič ni nič. In če ne zmoreš sam, imamo tudi brezplačni telefon Samarijan, 116, 123, 24 ur na dan so na razpolago, kjer jih lahko pokličete. Torej, takoj, ko ti nekaj takoj narediš, se začenja vse spreminjati, ne. Ampak to moraš ti narediti. In če ne zmoreš sam, poišči pomoč ali prosi svojca, prijatelja, kogarkoli, ali telefon Samarijan. Takoj, zato ker vem, da sem jaz predolgo časa čakala in potem bila v bedi, negativi, po 1 let zaprta v hišo, ker me je bilo sram, strah in nisem hotela z nikomor komunicirati, ne. Ker točno to se lahko danes ljudem dogaja, da jim je nerodno, kaj si bodo drugi mislili. Ja. Te kdo kdaj rekel kaj slabega v povezavi s tem? Ne, s tem ne. Prav s tem ne. So bila seveda javna kakšna blatenja. 10 let nazaj, ko sem se izpostavila, je bilo vsega, ne. Ampak več kot 90% je bilo pozitivnih, ne. Kaj so ti rekli tisti? Ja, da to ni res, da tam je vse v redu. Vsi pa vemo, da sta 2 plati. Nekateri imajo dobro izkušnjo s psihiatrično bolnico in zdravili, nekateri imamo slabe. Slišati moramo obe zgodbi, vsakega človeka posebej. Jaz nikoli, ko nekdo reče meni, Barbka, jaz imam pa dobre izkušnje s psihiatrijo in s psihiatričnimi zdravili, super, lepo, sem vesela zate. Jaz pa ne, torej sprejemamo en drugega, slišati en drugega, ne da prepričujemo, to ni res. Ja, ker imamo različne izkušnje, ne. Zato jaz vedno rečem, komunikacija, sodelovanje, slišati en drugega, ne pa prepričevati, ne. Ker to je pa največja možna neumnost, ne. Torej, komunikacija je pa ključna. Moja izkušnja je taka, tvoja je taka, kaj lahko izboljšamo, kaj se lahko spremeni. To so ta vprašanja, ne, ki so tudi v NLP, ne.
Pred časom je oče pripeljal svojo najstniško hčerko do mene in ona ima kar nekaj zdravil, ki jih je takrat jemala, in se spomnim, da sva vadila, ker sem vadila na smeh. Jaz sem jo učil, da se nasmehne, in dejansko tega ni bila sposobna. Torej, ona je bila verjetno v nekem takem stanju, ne, kjer se godi, ne smehna se, in pol se ni znala, se jim pokazal z rokami narediti tako, ne. In na koncu sem imel občutek, da se boš počuti. Je tukaj verjetno znotraj teh zdravil, ki si jih takrat jemala, tudi nek tak občutek, da se občutki omrtvijo, ali pa da ne čutiš pol plusa, ama niti minusa, nič, ne? Ja, jaz iz lastne izkušnje lahko povem, da sem bila kot zombi. Spomnim se, da v enem obdobju sta 2 sorodnika umrla, drugi so jokali na pogrebu, jaz sem kot zombi stala. Tam nisem nič čutila, ne. Potem se spomnim par takih dogodkov, da nisem znala ne jokati, ne pokazati nobenih čustev. Torej, mrtva, ne. Včasih mi je kdo rekel, da gledam skozi njega, ne. Torej, pod zdravili sem jaz postala otopela, ne. Obenem so bili pa nekateri zelo zadovoljni z mano, ker nisem več govorila. Zato pa vedno rečem, ne, poglejte, ne, ko nekdo v psihiatrični bolnici velja pravilo, da moraš biti priden, tih, lepo govoriti, ne. Pač to sem jaz takrat prepoznavala, ne, oziroma tudi en psihiater mi je rekel, Barbka, če boš prehitro govorila, prehitro hodila, pač boš dobila te najtežje zdravila, Haldol kapljice, ne, ali pa boš šla na zaprt oddelek. Moja misel je pa vedno bila, ja kaj pa Lado Bizovičar, Jurij Zrnc, ko vsi veseli skačejo po odrih, vsi igralci, zakaj pa njih nihče ne zapre? Ne? Ker so čisto izven te normative, ki jih ima psihiatrija. Torej, mi moramo razumeti, da en človek je vesel, temperamenten, en je bolj tih, ustvarjalen, ampak to je vse normalno. Ampak za psihiatre to ni normalno. Če ti govoriš v istem tonu, je v redu, čim si ti mal, ne, glasovno razpon, že ni v redu. Ja, Marija, duš. Jaz zdaj, ko opazujem moje nečake, ne, eden je bolj vesel, eden je bolj tak, eden je bolj tak, jaz sam rečem, ne, dajmo jih res čuvati. A ne, ker to je edino pristno. Jaz zdaj živim, jaz zdaj žarim, ne. Seveda pridejo preizkušnje, tudi negativni dogodki, okoliščine, ampak jaz to zdaj drugače jemljem, ne. Zdaj vse razumem, da je dobro, ne slabo. Ne jemljem več teh preizkušenj, kakršnekoli pridejo slabe, ampak dobro. Vedno se vprašam, kaj me ta izkušnja uči, sigurno bo čez čas prinesla nekaj dobrega, ne. Kje, včasih niti pol tega nisem vedela, kako razmišljati. Pač prepričevali so me, Barbka, sprijazni se, stroka, ne psihiatri. Ti imaš depresijo, tako kot drugi sladkorno, pritisk, do konca življenja boš mogla jesti zdravila. Pa nekaj v meni dal miru, pa ne do konca življenja. Kolikor sem si rekla, grdo, ampak jaz nočem več res živeti, če bom jaz mogla na ta način. Še hujš pa je, ko so te medicinske sestre, terapevtke enkrat pripeljale z rešilcem k meni domov, da so preverile, in jaz nikoli v življenju pozabila, ko sta pač ena medicinska sestra, ko je vprašala mami Patja, a je Barbka pridna, a jemlje zdravila? Joj, da ti vrže, ne, plafon. A je to komunikacija? Ne, ni mene ona pogledala. To ni humano, to ni etično, to ni moralno. Vsi psihiatri, psihologi, psihoterapevti bi se mogli zavedati, da smo vsi eno, vedno rečemo, vsi uporabljamo isti WC papir, mogoče nekdo 1 evro več, ne? Ampak drugače smo pa vsi isti, pokopljena ista zemlja, torej, a ne bi bili bolj humani, etični, moralni en do drugega. In željo, meni je želja, ko dobim jaz stranke, da jih postavim na noge, torej, da jim dam vsa orodja, da se sami, ne, vedno rečem, jaz sem tukaj, da sem vam pač spremstvo, support, 90% boste vi naredili, ne jaz, ne. Ko mi kdo reče, vi ste me pozdravili, vi ste mi rešili, ne, sam si se, ker sam si šel v akcijo. Jaz sem verjela vate, dokler se ti nisi vase, ne. Da imaš to moč, da ti lahko. Obenem pa, da so pravilno, seveda, tako kot vedno rečem, ko velikrat me kdo pokliče, jaz bi pa z vami opuščal zdravila. Pravim, to je pa napačen naslov, zato pa nisem jaz. Zato je stroka. Z mano se učite, delate na sebi, za zdravila so odgovorni oni, torej tisti, ki so vam to predpisovali, ne. Vsi bi bili radi čez noč zdravi, ampak ko jim pa rečeš, da bo treba veliko časa, truda vložiti, joj, a res. Ni čirule čarule, ne? Da te bo nekdo nekaj hipnotiziral. Ja,
v kakšnih primerih mogoče pomaga, ne? Ampak tisti, ki so na samem začetku pod zdravili, je treba zelo previdno, zelo pametno in tako kot jaz velikokrat vključim tudi svojce, kako je doma, kako se razumejo, da si pomagajo, ker ta človek včasih ne zna in ne zmore veliko stvari, ampak tako kot vedno rečem, veselimo se majhnih korakov, ne? Majhnih. Tukaj tisti so pomembni. Aha, umil si se, bravo, čestitaj si, jedel si, bravo, na sprehod si šel, ja. Vse bi radi kar takoj na Triglav, ne gre, ne? Bravo. Torej, ta pot, ko pomagaš drugim, pomaga tudi tebi. Ja, jaz uživam v tem, ne. Kako pa zdaj drugače čutiš? Torej, zdaj se lahko jočeš, se lahko smeješ, kako si zdaj drugačna? Ja, ta čustva sprejemam jaz normalno. Da seveda, ko nekdo umre, ali pa je nek tak dogodek, ali pa me kaj pretrese, se tudi jaz jokam, tudi jaz sem žalostna. Ampak to mine. Pravijo v knjigi Znanja, piše zelo dobro, solze so čistilne pene, ki čistijo našo dušo in telo. Tako da ljudje bi morali vedeti, da je to normalno, ne da ni normalno, da jočeš. A ne? Jaz sem včasih jokala po 3 dni skupaj, takrat, ko sem bila v tej stanjih, pa so mi potem dali spet zdravila in sem nehala jokati. Pa sem spet jokala in spet nisem. Ne? Namesto, da bi se izražala, povedala, dala ven, kaj vse hudega sem doživela in kako bi mi pomagala ven do boljšega stanja. Ne? Čeprav ti nekaj hudega doživela, v resnici nisi. Ali si? Torej, kaj je bil povod za tvoje stanje? Mene se je zelo dotaknila srednja šola. Bila sem žrtev psihičnega nasilja vrstnikov. To je bilo zame največja možna kalvarija, za katero skoraj nihče ni vedel. Jaz sem šla iz Komende, iz prelepe Komende, vasi osnovne šole, ker smo se super razumeli sošolci in sošolkami, v mesto na ranžersko šolo. Seveda sem bila zelo vesela, spomnim se, da smo šli takrat z mami na tržnico in sem, ne vem, moja duša je izbrala črn nahrbtnika, ne. Ampak takrat je imel drugačen pomen, ne. Težo, ne. Ko sem prišla v ta razred, prvi letnik, so se počasi začeli vsi norčevati. Iz mene pa še mogoče iz 6, ki smo bili iz vasi, ostali so bili iz mesta. Joj, kako ti čuden govoriš, pa zakaj imaš križ za vratom? Norčevali so se, včasih spomnim se enega sošolca, ki je po celi Miklošičevi ali pa tam vpil, Lejo Šprukovo. Norčevali so se povsod, kamor sem prišla v razred. In jaz svoji družbi iz Komende tega nisem povedala. Mami sem enkrat omenila, ampak mi je bilo naroden, sram mi je bilo, grozen mi je, ker iz moje vasi so me pa poznali kot veselo, zabavno. In jaz sem živela dvojno življenje. In potem sem takrat tudi iskala pomoč duhovnikov. Oni so mi rekli, naj molim za te ljudi, namesto bi mi rekli, prijavi jih, pojdi na policijo, nekomu. Socialna delavka me je takrat še celo nadrla, ko sem rekla, jaz bi šla na drugo šolo, jaz ne zdržim tega. Je rekla, kaj pa misliš, da bo drugače na drugi šoli? Torej noben me ni slišal, prisluhnil, ali da bi rekel, lejte, ker jaz poznam nešteto primerov teh otrok, ki so žal poskušali samomor, nekaterih ni več, ker so bili žrtve nasilja. To niso heci, a ne? Te stvari se malo preveč lahkotno jemlje. Jaz sem tako trpela takrat. Sproščala sem se pa čez vikend v naši vasi, ker smo se družili, ampak noben je vedel, da imam že hude panične napade, da mi je grozen, ko moram spet v šolo iti. Neprijetno ti je bilo iti v šolo, ker so se smejali na račun. Ja. In kaj bi ti svetovala nekomu, ki je v tej situaciji danes? Takoj poišči pomoč. Če ti ena socialna delavka zapre vrata, ali kdo drug, ali starši, sprašuj. Imamo, tako kot pravim, brezplačno telefonsko številko 116 123, kamor vas usmerijo. So zdaj že tudi infotočke za pomoč tem, ki so žrtve nasilja, ker tega je žal veliko, pa bi mogli več o tem govoriti. Ker ko sem se jaz javno izpostavila pred 11-12 leti, se je javilo 6 sošolk iz tistega obdobja in so se mi opravičile. Ena je napisala, Barbka, prosim, ne govori več o tem, mi smo bili otroci, mi nismo vedeli, kaj počnemo. Sem rekla, če ne bi vedeli, mi ti danes ne bi pisala, ampak jaz vas nobenega z imenom in priimkom ne imenujem. To je bilo, ampak samo svojo zgodbo želim upozoriti, da se velikokrat ne sliši najbolj šibkih otrok v razredih. Tudi učitelji tam niso imeli poguma, moj pogled, da bi se zame pač potegnili. Ali pa ko sem letela iz razreda, ko so se norčevali, ni prišla učiteljica do mene. Jaz sem imela občutek, da so se jih tudi oni bali.
Torej, oni so se norčevali, ti si pa šla ven iz razreda. Ja. Zdaj si še zmeraj kaj jezna na njih, si odpustila? Ne, že srečala sem jih, tudi smo že govorili. Torej si šla reči na te zabave ali pa družine, kam imate obletnice? Te ne grem, sem jih pa že srečala. Tako da sem se v redu počutila v smislu, da nisem čutila ničesar, to ne grem, morda bom kdaj šla, ne vem. Ampak hvala Bogu čutim pa zdaj mir, to je pa ključno. Jaz sem se vedno borila v tej smeri, da bi čutila mir. Potem sem pa videla, da se mi ni treba več boriti, da je mir tukaj in zdaj prisoten. Da se mi ni treba boriti, da moram samo sprejeti, da je to bilo z namenom. Da je to ena velika in dobra izkušnja, ki je pač marsikomu, ki mi reče, jaz sem tudi žrtev nasilja, pa se norčuje z mene, pa ne gre mi. Pa jaz pravim, super, poglej mene, pa bo šel po pravi poti. Torej, zate je bilo to neke vrste darilo? Ja, danes rečem, da darilo. Ker kasneje, ko sem delala kot animatorka, vodja animatorjev z otroci, jaz, če ne bi imela te izkušnje, jaz ne bi takoj zaznavala, imela senzor na te otroke in jih znala zaščititi. Ne? Tako da sem postala zelo zaščitniška do teh otrok in znala sem jih potem ene kot druge učiti, da se to ne dela, da se pogovorimo, da čist drugače sem delovala. Tako da ta izkušnja je mene tako utrdila, izoblikovala in mi dala tudi tako veliko moč dela tudi z otroci v tistem obdobju. No? Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Kaj je tvoj nasvet otroku, ki je žrtev nasilja, poleg tega, da išče pomoč, in kaj je tvoj nasvet za nekoga, ki izvaja nasilje nad tem otrokom? Recimo, ne? Tako kot sem že rekla, najprej in čim prej poiskati pomoč, če vidiš, da si žrtev nasilja. Ja. Potem pa, da bi se čim prej ti otroci učili. Kako ven iz teh misli, čustev, občutkov, strahu. Ker na nezavedni ravni sem jaz privlačila to. Jaz sem imela neke strahove v sebi, ne samo zavest. In sem bila avtomatsko tarča za te otroke. Ne? Tako da tukaj sem jaz zelo pristaš čim prej delati na teh čustvih, občutkih, manj vrednosti, ne samo zavesti. Ne? Ker to je meni takrat manjkalo. Ne? Jaz sem kar zatrukirala, ker nisem znala se zase postaviti. Ne? Povedati, da mi ni v redu. Ne? Ker pač smo bili naučeni, ne? Da je pač potrp, pa mol za te ljudi, ne? To je vse narobe, še enkrat rečem, to je vse narobe. Ne? Tisti, ki pa to izvajajo, so spet na istem. A ne? Ker ranjeni, jaz vem, ranjeni otroci ranijo druge. To ne delajo otroci, ki imajo radi sami sebe in druge, to delajo ranjeni. Ponavadi doma niso slišani ali doma niso sprejeti in se pač izživljajo nad drugimi. Težko bi rekla, da so iz pač zdravih družin, ne? Torej, zdrava družina je kaj? Vsi vemo, ne, kjer si slišan, kjer te podpirajo, kjer ti dajo jasno meje. Tukaj to je prav, to je narobe. Moja mami nas je vse enako učila. Ne? Čim so se mi kaj hoteli skakšnega hecati med sabo, tega pri naši hiši ne bo. A ne? Ali pa eno čokoladko se spomnim, ko sem jo jaz pojedla, tisto majhno Milko. Ne? In rekla mami, kje pa je? Kaj sem jo pojedla? Zakaj? Za 6 jih je rekel, to ni za 6. To je komi za enega. A ne, torej, vzgoja doma, ne? Nekako smo vedeli, kaj je prav, kaj je narobe. Ne? In če ti tega ne daš, otroke bi mogli to učiti, posledice tvojih dejanj, ali boš lahko prevzel breme nekoga, ki si bo žal kaj naredil, ali pa bo pristal zaradi tebe v bolnici, a boš lahko ta breme nosil. Ne? Zato jaz pravim komunikacija, tukaj je z otroci nujna komunikacija. Jaz ne sodim ne ene, ne druge, vsi rabijo pomoč. In tisti, ki izvajajo nasilje, in tisti, ki ga ne. Ampak, a ne, na teh prepričanih mislih, čustvih, občutkih, jezi, a ne, veliko teh, ki nasilje izvajajo, imajo jeze, ne, in ker se mogoče nad svojim, ker doma niso sprejeti ali pa slišani, dajo to jezo, agresijo na šibke. Tako da zato je to tako nevarna tema, ne, za ene in za druge, ne. Zdaj, ko govoriva o tem, o nekih nasvetih, kaj pa je nasvet za starše, ki sumijo, da otrok je žrtev tega, recimo, nasilja, ne? Kako lahko, poleg tega, da poiščejo pomoč, to sva že rekla, ne, večkrat, kako lahko otroku dajo neke dobre sugestije? Ali kaj lahko rečejo? Da se postavijo zase,
da se mora imeti radi. Kaj misliš, da je nek tak nasvet? Ja, en tak nasvet bi mogel biti kot nuja in obveza. Lej, jaz te imam rad in ne glede na to, kar ti drugi govorijo, delajo, vedi, da lahko k meni domov prideš, kadarkoli poveš, nujno mi povej. Pa če vpijo, kričijo, zmerjajo, karkoli povej mi, da ti jaz lahko stojim ob strani. Ker mi smo bili nekako naučeni potrp, to je vse narobe. Povej. Dej večkrat si reči, ne glede na to, kaj drugi govorijo, delajo, ti glej na svojo lastno vrednost, na svoje talente. Jaz vedno rečem, poglej, kje sem zdaj, pa kje sem bila prej. Če bi jaz takrat vedela, da bi se raje fokusirala na svoje talente, sem se pa fokusirala na to, da so se norčevali z mene, jokala doma, se skrivala, nisem upala ven, namesto da bi se fokusirala na ustvarjanje, na to, kar imam rada. Tako še pa moj fokus samo v to strah, kaj če jih srečam v Ljubljani, kje če se mi pojavijo, kaj mi bodo naredili. To je bilo vse narobe. Torej, otroka moraš tudi naučiti, daj fokus na svoje talente, na svoje zmožnosti. In spet, ko nekdo reče, jaz pa nisem dober v telovadbi ali pa v risanju, pa kaj, imaš pa kakšen drug talent. Tisti talent, ki ga imaš, ga pač zalivaj, tako kot rožo, da raste. Tisti talent, temu daj pozornost. In takrat, ko se človek zaposli s svojimi talenti in obenem skrbi za to mentalno, psihično stanje, da v vsem tudi vidi počas dobro, ne več slabo, da nisem več te izkušnje iz srednje šole videla kot slabe, ampak kot hvala Bogu ena najboljših možnih preizkušenj, seveda nisem mogla to na začetku reči, da lahko danes razumem te ljudi, te otroke, kaj doživljajo in da jim dam smernice. Dajmo se fokusirati na svoje talente. Ti glej, kaj boš čez 50 let. Sošolci ti bodo en dan ploskali, ne bojo verjeli, ko boš ti tam v Rekelcu hodil, ne vem, karkoli bo že delal. Tebi danes tvoji sošolci ploskajo, kaj misliš? Na skrivaj, Nekakšni so me tudi že pohvalili osebno, mi čestitali, tako da več teh pozitivnih odzivov zdaj dobivam. Sploh zato, ker je zdaj postalo to bolj normalno, kot 10 let nazaj, ko sem jaz o tej zgodbi govorila, ker je tega vedno več. In ker moja želja je bila vedno, da bi to spravili na tak nivo, kot se recimo promovira rak pa tumor, da bi bilo to še večji nivo, da bi psihiatrične bolnice zamenjali z drugimi napisi, hiša za zdravje duše, ne vem, toplice za srce, dušo in telo. Ja, to bi bilo čisto druga pesem, ne? Ja, pa tudi ne bi bilo te nalepke, zdaj ta je šel zdaj tja, ne neko zdravljenje, temveč gre ta na neko, v bistvu, ko se reka, te toplice. Ja, točno, zato ker nekdo je ustvaril te vse oznake, pacient, psihiatrična, ljudje, torej ljudje lahko tudi drugače ustvarjajo, In se bo v ljudeh pač počasi začelo širiti, mi gremo v toplice, mi gremo na lepše, mi se gremo razvajati, mi gremo v skrbi za svojo dušo in telo. Torej, potem bo ta zastarel način zdravljenja, ki je žal pohabil mnogo ljudi. Ja, mnogo nekih jih je tudi rešil, seveda, jih je pa veliko pohabil. Pa to so ljudje na tudi visokih položajih, ki jih jaz poznam, kjer so zelo študirani, zelo uspešni, so imeli pa enkrat izpad, ali depresivni, ali ne vem, kakršenkoli že, in so se jim vrata zaprla, in toliko let študija, toliko let vsega, ko so zvedeli, da so pristali v psihiatrični bolnici. In to ni prav, Moramo stopiti skupaj v smeri sodelovanja in spremembe, že v razmišljanju. Ko meni kdo reče, a vi imate svoje paciente? Ne, to so stranke, mislim, to so, imam spoštljivo, dajmo uporabljati, ne več besed, pacient. To ga potem užigosa za cel življenje. Bož bi bilo, da bi mu rekel moj prijatelj, če že tako. Kak lep naziv bi bil to. Moja ozdravljena stranka, že naprej. Jaz imam že včasih v imeniku pri kakšnih napisan zdrav, srečen, uspešen. In pol kakšen mu čez 100 let, ko me pokliče ali pa pošle kakšno razglednico, kako je zdaj, kako je že uspešen, pa mu jaz poslikam, nimam tvojega primka, imam pa samo zdrav, srečen, uspešen. Ti verjameš v stranke, da bo naredil. Ja. Ena pomembna tema, ki sva se jo zdaj nekako dotaknila in jo večkrat poudarjam, je tema prav pri najmlajših. Meni doskrat starši naših udeležencev na NLP-ju, hipnozi, coachingu pošljajo svoje otroke. Opažam, da ena 14-letna punca recimo se reže, zato ker ima izzive s svojimi mislimi. Pred kratkim sem delal z eno punco, ki je
prej imela 60 kg, zdaj jih ima 96, torej je dobila 36 kg, zato ker ima slabe misli in išče hrano kot način, da utiša te misli. Torej vsak na nek način išče pomoč, torej eni tudi pri uradni medicini, eni skozi druge kanale. Ne? In se mi zdi to, kar zdaj se pogovarjava, izjemno pomembno, kako lahko damo to v šole, vrtce, da najmlajšim že čim prej damo neka orodja, da si znajo sami pomagati, da znajo, ko imajo neko neprijetno misel, da znajo to misel odstraniti, da ko iz neke okolice dobijo neko slabo sugestijo, da znajo to sugestijo potem spremeniti na nekaj dobrega, pozitivnega. Kako misliš, da bi lahko družba ali pa posamezniki znotraj družbe še dodatno prispevali k temu, da otrok čim prej dobi neka dobra orodja, neke dobre sugestije? Ja, kot sva že prej rekla, ne, nujno izobraževanje, a ne? Tako kot sem ti že takrat rekla, da bi bilo dobro, da vstopiš v osnovne šole, zdravstvo, bolnica, ne? Ker tudi sama, ko sem predavala po teh šolah, sem videla, kako je to nujno in da bi recimo otroci že imeli neke listke napisane, ne? V redu je, prav, lahko se izražam, pride neka misel, imamo tam vprašanja, neke kartice, vemo, da je danes ogromno tega, ne? Na voljo, da bi čim več namenjali temu. Jaz vidim, da to ta tematika je ključna, da bi bilo že v osnovni šoli 2-krat, 3-krat na teden, a ne ta pozitivna osebna rast, koliko je ključna, ker vidim, kaj to naredi pri človeku, ne? Ogromno, pri otroku, ne? Jaz sem že za moje nečake ful teh kartic kupila, teh motivacijskih, in jih sprašujem in mi je tako zanimivi odgovori, spremljanje tega, kako, ko rečejo, ne vem, če mi bo uspel, jaz ga učim. Kaj? Tudi, če mi ne bo, pa kaj, ne? Bo mi pa drugič uspelo, ne? Tako da se učimo. A ne, kako je nujno, da imaš ti odrasle, zdrave odrasle, ki lahko vplivajo na otroke. Če že sebe se spomnim, v osnovni šoli mi je socialna delavka rekla, da jaz boljš, da grem na 3-letno šolo, ker se težko učim. Torej sem skozi poslušala, Barbka se težko uči. Ja, ne, mislim, to je adijo pamet, ne. In da imaš preko 100 knjig doma. Ja, preko 100 knjig. Ker dejansko, ne, ti bi mogla te dejansko, socialni delavki reči, tukaj imam 100 knjig, Ja. ne, to je več kot 2 faksa skupaj. Ne. Ja, res je, ja. A ne, spet, kaj, da bi se vsak zdrav odrasel človek zavedal, ker tu danes med učitelji in vzgojitelji ni tega, ne. Pazi se, ali pa ne vem, kako je treba pristopati, tudi poklekniti na višino otroka, ko z njim govoriš, ne. Jaz vidim, kako to se učim preko tudi mojih nečakov, ne, že prej sem z unimi delala, kot animatorka, ne, kako to pomaga, ne. Dajmo se z mano, ko se bomo učili lepih besed, vprašanj, bomo spoštljivi, lepo se bomo igrali, če smo kaj narobe naredili, oziroma če si kaj razbil, pa kaj, ne. A ne, kako je treba pravilno pristopati, ne. Zato je to nujno v šole, kot bi imeli pogovorne delavnice, ker vidim že po delu s strankami, ne, kako je to nujno. Ena pomembna tema se zdaj načela, to je delanje napak. Torej, ko otrok naredi napako, se nekaj nauči, vendar če je kaznovan ali pa če je po tej napaki neka huda posledica, se potem boji spet nekaj narediti, tvegati. Kako bi lahko napake tako zapakirali, da bi otroci dejansko znali to videti kot učenje? Tako kot ti rečeš, Aleksandar, preokviriti. To besedo sem si najbolj zapomnil. A ne, bi jo lahko dal kot nek, to je izziv, to je, torej besede napake sploh ne bi smeli biti po moje v besednjaku, ne. To je izziv, to je preizkušnja. To je ena stopnica do zmage, ne. Ti ni zdaj uspel, super, ti bo naslednjič, če ti bo naslednjič, ti bo drugič, ne. Kako je to pomembno, to preokviriti. Jaz sem nikoli nam pozabila, ko mi je enkrat ena rekla, Barbka, ti v pol ure 20krat rečeš, da imaš problem. In jaz, ja, pa poglej, ta problem, pa ta, pa ta. Jaz seveda, če skozi govoriš problem. Ko sem preokvirila, ne, tako kot učite, ne, izziv, darilo, in zdaj sem se pa že naučila, sam darila prihajajo, darila. Odlično. Tako da so vedno kakšni popusti, ravno zdaj v eni trgovini 70%, pravi, kako ti to uspe? Ja, zato, ker govorim darila.
Zdaj si že načela to temo NLP-ja. Torej, pri nas je zaključila NLP praktik, zdaj boš v kratkem zaključila tudi NLP mojster praktik. Ja, se veselim. Torej, Čeprav nisem med pridnimi učenci, sem pa, kako se temu reče, sem kar vztrajna. Vztrajna sem, vztrajam toliko časa, dokler se nečesa ne naučim, ali vedno prosim za pomoč. Tako da vedno rečem vsakemu, ja, tudi jaz nisem, ko me kdo danes vidi, pa reče, blagor tebi, kje si ti. Ja, ampak imam tudi svoje kakšne triggerje, na katerih moram delati in se učiti. Ker v šoli nisem pač bila ravno pridna učenka, ker sem imela sestro, od katere sem plonkala, sem mogla pol kasneje se kar fajn učiti. Ampak da sem bila že tako pametna v prvem razredu plonkati, mi še danes ni jasno. Ker meni je bilo vedno, jaz sem zato vsakemu rečem, otroci smo bili bolj ta svoboden duh, Jaz sem rada risala, ustvarjala, poslušala glasbo, pač duhovno sama me je že tako skozi zanimala. Eni imajo pa matematiko, angleščino, a vidite, Točno vemo, da vi znate to še bolj, mislim, ti znaš še bolj obrazložiti leva, desna, polovica možganov, Tako da to učenje bi moglo biti za vsakega, ta NLP praktik, to, kar sem se tudi jaz učila. Torej, ni treba, da ti potem si terapevt, to je zate, za tvojo družino. Moja sestra je tudi zdaj zelo navdušena. Je čakala, da pride zdaj, Ja. Čakala tvojo sestro. Ona zdaj mene veliko več še kakšno stvar nauči, ker je zelo spremlja to in mislim, da bo šla tudi po tej poti. Je zelo spodbujen, ker ima ta čut za delo z ljudmi. Najprej pa mora pravi na sebi, na otrocih, ki prav pride, tako da super. Ja. Tudi jaz, ko sem začel to pot, nikoli nisem mislil, da bom drugim pomagal. Jaz sem hotel sebi pomagati najprej. Torej, jaz nisem, ne vem, kako si ti začela to pot, jaz sem prvo hotel sebe rešiti, tudi na nek način brez nekih kemikalij. In po nekem trenutku sem videl, kako je meni to pomagalo. Jaz sem rekel, kako lahko je še komu drugemu rešim to situacijo. In doskrat rečem, da ljudje, ki so šli skozi neke boleče preizkušnje, to pomeni recimo v tvojem primeru 20krat hospitalizirana, privezana in cel kup nekih težkih trenutkov, da ti ljudje znajo potem biti odlični v pomoči drugim, zato ker bolj čutijo bolečino nekoga drugega. Ja, res je. Točno to, kar si rekel. To bolj čutiš. In tudi jaz sem najprej seveda v to znanje, izobraževanje šla najprej zaradi sebe. Si mislim, da vsi, ki delamo z ljudmi danes, smo najprej mogli sebe rešiti. Torej, sem jaz najprej zaradi sebe iskala, kako se bom jaz postavila na noge. Ker doma mojim ni bilo, mislim, moram še to izpostaviti, da tukaj zelo trpijo svojci. Zelo. Da so moji sprejeli to, da sem jaz zdaj zdrava, je tudi trajalo. Mi je mlajša sestra rekla, da jo mami še pol en let po tistem, pa ko sem že svetovala, rekla, pa misliš, da je ona res zdrava. In zdaj, ko imajo drugi kakšne probleme, jaz skoraj ne obstajam, vedno mene kaj pokličejo, moja ena sestra rekla, pa ti se imaš ti sploh kakšen problem. Zdaj je meni to izziv, izziv mi je potem slišati, poslušati druge, ampak nikoli ne vstopam v ta prostor v smislu, da sem jaz kaj več, ampak vedno vsakmu rečem, vi se imate enako možnost učiti, enako ste lahko zdravi, srečni, uspešni in morava tudi to izpostaviti, da nekaterim prej uspe, nekaterim kasneje, ko kdo reče, zakaj pa meni še ni uspel. Večina teh ljudi je 10, 15, 20 let na zdravilih, večina nikoli ni delala na sebi, večina je tudi velik strank, ko jih tudi jaz dobim, so od kakšnih psihoterapeutov, ki jih je bilo že, 5-10 pri raznih, Pač vsaka taka preizkušnja traja. In vidim, da ta prednost je, ker marsikdo reče, ja, vi ste pa to doživeli, vi pa zdaj me pa razumete, točno veste, kaj se mi je dogajalo. To je ta naša prednost. Ker točno veš, kako človek trpi, točno veš. In ko je enkrat ena psihoterapeutka eni moji stranki rekla, da zaključuje z njo, da tukaj pa ona ne more pomagati. In ko je mene klicala vsa objokana, misliš, da je možnost? Rekel je, itak ne, zdaj se je šele začel. Zato, ker šele začelo se je, zato, ker meni je iz tistega obdobja ostal stavek od moje mami. Ko sem jaz rekla, mami, pozabi name, saj imaš še 5 otrok, mene ne bo več. Jaz sem ji to neštetokrat rekla. In bog sem jo leta kasneje, sem se jaz pozdravila, rekla, kako si ti verjela vame? Ja, kdo pa bo, če ne jaz, saj si moj otrok.
In tako tudi jaz, brezpogojno verjamem, ne glede na to, eno prej uspe, eno kasneje, ni tle debate. Pač edino, kar vsem polagam na srce, je, ti boš naredil korake, ne jaz. Ne, da, ko mene enkrat eno vprašal, me boste vi rešili, sem se zasmejala, mislite? Sami se boste, jaz vam stojim ob strani, jaz vam predlagam vse, kar sem se jaz tudi do danes naučila, da vam bo pomagalo, ne? Ker ljudje čakajo čarole, kdo jih bo rešil, ne? Da danes nisem več odvisna od nikogar. Razen, seveda pa obožujem to znanje na tem področju, kako deluje misli, čustva, občutki, podzavest, zavest, višji jaz, nadjaz, to pa obožujem, ne? Ampak to je pač ta naša službena deformacija, ki ti potem še tvoji bližnji reče, da ti vdjene s temi stvarmi malo, zdaj zabava. Ne moreš sklopiti včasih te navdušenosti. Ne? Ja. Si že včasih kar moteti svojo pozitivnost. Čak, Barbka, prej si rekla, da te sestra vpraša, če imaš kdaj kakšen problem. Imaš kdaj kakšen problem? Seveda, da ga imam. Ne. Kaj recimo so zdaj trenutno urejam. Ali pa izzivi, no? Izzivi so, recimo, zdaj moram nekaj pri zobeh urediti, ne? Mogoče za nekoga ni nič. Potem zdaj čakam monterja za klimo, ne? Že drugo leto. Mislim, takšne banalne stvari, ampak za nekoga niso nič, ampak ukvarjam se z vsemi takšnimi stvarmi čist enostavno. Se bodo rešile, ko se bodo. Pač kakšen ga moraš pač večkrat poklicati. Ni pa nekih takih, ne vem, da bi rekla, da se s kakšnimi... Izziv mi je to področje, ker vidim, koliko se spreminja, ko jaz imam pogled na vse ljudi, okoliščine, dobro, ko vsakem človeku vidim dobro. Tudi tist, ki mi je, ne vem, ali je bil žaljiv ali nesramen, da v njem vidim dobro, ne. To je meni zdaj tudi izziv. Kako lahko v njem vidim dobro, ne. In vedno reče, tudi jaz delam napake, tudi jaz kaj prav naredim, znam se opravičiti, ne. Znam reči oprost, ne. Ker kiksneš ga zelo hitro, ne. V krogu najbližjih pa sploh, ne. Zato pravim, da dobro, da imamo ta smisel za humor skozi prisoten. Mislim, ena stvar, ki sem se jaz naučil, je ta, da doskrat dobim neke negativne komentarje, sploh na socialnih omrežjih. Nekdo mi je napisal, da mi bi bilo treba zažgati na grmadi, pa ne vem kaj, ne. In doskrat tem ljudem res pošiljam ljubezen, ker vem, da nekdo, ki ima čas, da piše take stvari na Facebooku ali pa na drugih omrežjih, ne, verjetno trpi v sebi. Torej, ko si reka sama prej, da ranjena oseba lažje izraža to ranjenost skozi neko negativnost, ne? In neka pozitivna, dobra, srečna oseba nima časa verjetno teh stvari početi na socialnih omrežjih. Ne? Tako da neko ljubezen, odpuščanje tem ljudem in hkrati tudi nenehno delo na sebi. Ja. Jaz jih pa blagoslavljam, tako da vedno, ko kdo kaj žaljivega napiše, blagoslavljam te, ali pošiljaš ljubezen, vse. Če bi ljudje vedeli, kakšen preboj ste vi naredili v Sloveniji, ne? In koliko ste dali ljudem, in nas je veliko, ne? Imamo veliko spoštovanje. Mislim, zato vas vikam tikam še zdaj. Mislim, imamo spoštovanje, ker vemo, kakšne preboje ste naredili. Mislim, tudi mene boli, ko pri vas ali pa kjerkoli druge, pa tudi pri sebi vidim to, ampak potem pa takoj preokviram, pa blagoslavljam, pošiljam ljubezen. Pač tako je, vedno bodo obstajali ljudje, ki nas bodo napadali, ker pravijo, bližje si svetlobi, večja je tema. Ne? In razumem jih, ker tudi jaz, ki sem bila ranjena 20 let nazaj, sem bila tudi jaz kdaj žaljiva, pa napadalna, pa fušljiva in vse ostalo. Ne? Danes pa vsakemu rečem, isto možnost imaš. Ne? Jaz sem šla na zelo krut način, tudi potem se postavljati na noge, ne? Iz pol sobe v souporabo, torej potem v eno sobo, v najeto garsonjero, delala kot čistilka v proizvodni, kot voznica viličarja v mizarstvu. Torej vse, tega prej ni nihče videl, kako je bilo. Velikrat tudi za jaz nisem imela, ker sem pač ušla v doma in niso hotela imeti stika z domačimi. Tega oni niso vedeli, ampak sem kar gurala naprej. Torej, šla sem čez kruta, težka obdobja. Kaj si jedla? Kaj sem jedla? Ostanke od rojstnih dnevov otrok sem si zavila domov, če bi moji doma vedeli, ker pri nas so vrata odprta, pa ker sem bila jaz nekaj smo bili pač skregani, sem rekla, ne grem domov, jaz nič prositi, ne. Bom jaz že tole, dokler se ne dobim prvo plačo, pa da nimam sociala, sem si pač tam zavila tis kruh, pa domov nesla, ne.
Ja, ni bilo enostavno. In ko kdo reče, ja, ni služb, jaz vsakmu rečem, če ti krul, tako kaj meni, sem dobila takoj delo čistilko, če si zdrav, seveda, delo čistilke, pa sem čistila vsak dan 1500 kvadratnih metrov, torej vsak dan, ampak ker mi je kruler, ker sem mogla pol tisto plačo dobiti. Zato je bila ta tudi izkušnja zelo zanimiva. Ne? Tako, pa iti na Rdeči križ pod Sunja, ker so šla takrat od doma brez vsega. To so bile, zdaj se smejamo, ampak takrat pa res ni bilo enostavno. Ne. Ampak takrat se spomnim, ko sem takrat brala Vadima Zalanda, dajte si živo predstavljati tisto, kar si želite. In sem si jaz živo predstavljala, kako bom jaz vodja. Takrat sem pa začela s temi, na začetku, še pred tem, preden sem tudi vas prišla z vsemi temi orodja. Sem rekla, jaz bi bila rada vodja. Ne? In nobenemu nisem tega povedala, samo vsak jutro, ko sem čistila tam kot čistilka, sem rekla, kako bila jaz tam ding, 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 ding z računalnikom in kako bila jaz vodja. Ne? In res, čez 3 mesece mene postavijo na to delovno mesto in noben ni vedel, da sem si jaz to želela. Ne? Torej, pazi, kaj si želiš, ker to lahko dobiš. Torej, veliko teh manifestacij, vi pravite manifestacije, srečem v duhu si naslikaš, ker tudi v Svetem pismu, to so že stare resnice znane. Ne verjemite, da ste to dobili in imeli boste. Trkajte in odprlo se vam bo, vprašajte in dobili boste. Torej, to so vse znane resnice, danes je pa na tisoče ljudi, ki širijo to resnico in ko bomo vsi na ta način živeli, pa pismo to bodo nebesa na zemlji, jaz rečem, ne? Sam zdaj so še po koščkih nebesa, ne? Zdaj se še dogaja ta tema in svetloba, ne? Čekaj, nisem pa vedel, da si vozila viličar, tu pa neka nova stvar. Ja, nimam izpita za avto, ne avto. Vas moj denar rečem, je šel v izobraževanje in svetovanje. Ni mi žal, vsakemu rečem. Ja. Ogromno tega je šlo in sem vesela, hvaležna, da sem v to vlagala. Sem pa eno obdobje šla v skladišče delati in sem mogla narediti izpit za viličarja. Sem povedala, da nimam izpita za avto. Ampak to sem pa naredila in oboževala sem viličarja, zelo mi je bilo dobro voziti, da 2 palete velike vedno, kumarc vsega Boga. Edino enkrat nisem upoštevala sile, hitrosti in teže, ker se mi je mudilo na kavo, sem vse hitro zavila in šla prehitro na ovinku in je vse padalo dol. Potem sem mogla pa še enkrat oddelati službo. Wow. Tako da takrat sem razumela silo, hitrosti in teže. Tako da delala sem vse, zato vsakemu rečem, da jaz sem delala najprej vse, od čistilke do proizvodne, do ni. Potem vodja promocij, se spomnim za Škodo sem bila, pa nimam izpita za avto na avto, ampak ker je pač ta direktor te firme videl, da meni zelo laufa to delo z otroci, animacijami, da uživamo tem, me na to mi delovno mesto postavil. In nihče v teh avtohišah ni opazil, da jaz nimam avta, ker sem jaz vedno prišla v kovčku, sem imela šolne, vse je zrihtana, rekelc, Edino enkrat je pa en rekel, pa kje ste pa vi avto parkirali? Jaz rekel, jaz moram iz te službe vrniti, Tako da meni so te stvari laufale, jaz sem uživala. Uživala sem, ali ko sem delala kot čistilka, ali v mizarstvu, ali v skladišču, to vejo vsi moji sodelavci, meni je bilo to wow. Jaz pravim, vsako delo ti mora biti zabavno, ne da bi bila meni to muka. Tišče sem bila jaz mogoče malo drugače kot vsi ostali, ker jaz sem iz tistega pekla leta 2008, ko sem se postavljala na noge, jaz sem bila tako hvaležna za vsako delo, meni se nabesa zgodile, ko so šla delati, res. Noben sploh ni vedel, kako je lahko ta ženska kar srečna, ki dela kot čistilka v proizvodni, pa kar tako veselo sem govorila o tem. Zato, ker jaz sem prišla iz 7-letnega pekla v življenje. Bravo. Deva morda pred koncem dati kakšno sugestijo nekomu, ki nima te sreče, kot si imela ti, da si imela mamo, ki je verjela vate, torej kako lahko spodbudiva nekoga, ki naj jo zdaj posluša, vidi temo, ne vidi svetlobe. Rekla sva že prej, da ne poišče pomoč, ma deva si zdaj predstavljati, tako da govoriva tej osebi. Par nasvetov, kaj bi dala konkretno? Rekla si že prej, da ti verjameš v vse, ki nas poslušajo, gledajo. Ja, to vsekakor se druge ni. Jaz vedno rečem, sem imela podporo mamo, ampak v ključnih trenutkih sem bila sama. Torej, ona ni vedela takrat, ko sem jaz opuščala zdravila, pa da se tako borim. Ona več kot 90% tega ni vedela, ker grem staviti, da bi me pač v dobri veri peljala do psihiatrov, če bi vedela, kako jaz trpim. In jaz sem imela vero, hvala Bogu, vzgojena sem bila v veri in molitev. Jaz sem takrat samo, Bog, prosim, pomagaj mi.
Meni ni, jaz vsakmo rečem, ni bilo živega človeka, ki bi vedel, da grem jaz čez tak pekel, takrat, ko sem opuščala. Še enkrat, pozor, nevarno je, ne opuščajte zdravil doma, posvetujte se zdravnikom oziroma s tistim, ki vam je to predpisoval, ker bi mene lahko takrat, srce izdal. Ampak mene takrat ostala, pač vzgojena sem bila v veri, molitev, ne? Oče naš, zdrava Marija, angel varuh. Jaz sem sam ves Božji svet prosila takrat, Bog, Jezus, Marija, angel, pomagajte mi. In kot da bi me uslišali, jaz vedno rečem, ta duhovni svet je zastonj, kadarkoli je odprt. Zdaj eni verjamajo pa karkoli drugega, sej ni pomembno v kaj. Ampak mislim, da ko sem jaz ta preboj naredila, še enkrat moram reči, jaz sem več kot 20krat bila hospitalizirana, več kot 20krat opuščala zdravila, vedno sem se vrnila nazaj, 21 mi je pa uspel. Tako da, ko kdo misli, joj, tebi je pa hitro uspel, pa imela si volje. Ma nisem imela volje, ne? Zato sem jaz neštetokrat poudarjam, ta duhovnost je ključna, ne? Ta povezava z notranjim virom, esenco, ne vem, en reče univerzum, energija, kozmos, karkoli že ti rečeš, je bila meni ključna. Še danes, ne, kamorkoli grem, vedno rečem, naj gre ves Božji svet z mano, ne? Eni v to verjamejo, eni pa ne. Moramo spoštovati, mi to poznamo. Mi in otroci, mislim, moji nečaki to poznajo in smo vsi veseli, ko sem jaz in moj nečako rekla, ja, kaj, ti verjameš v Boga? Je rekel, ja, vsak dan. Tako dobro je, tako duhovito, tako da jaz sem zelo hvaležna, da smo bili vzgojeni v krščanski vzgoji, ker mi smo vedeli, kaj je prav, kaj je narobe. Vedeli smo delati dobra dela. Seveda so bile pa tam tudi pozitivne in negativne. Ne? Veliko se je pa tam preveč govoril, hudič, ne, pekel, kar je kasneje meni zelo narobe hodil, ko sem bila v tej stiski. In jaz sem pristaš, da je tukaj treba le previdno pa po pamet. Ko je nekdo v stiski, jaz nisem rabila še slišati, ja, kaj si pa hudega zgodil, kaj si pa naredila hudega, da si zdaj v tem ziharce hudič prišel, pa ne rabiš tega, prosim, ne. To je treba zelo previdno s temi besedami, a ne, ker Jezus je tudi rekel, ne verjemite, da ste to dobili in imeli boste, torej verjemi v zdravje, boš dobil zdravje, vse delajo v tej smeri, ali pa verjemi v propad, obup, bedo, pa boš to dobil, ne, torej vse piše, to je svetopismo je metafizično besedilo in jaz sem ga šla malo proučevati, pa zakaj sem rekla, meni tega nikoli duhovnik noben ni rekel. Z mami smo obiskali takrat v moji krizi veliko duhovnikov, ampak noben mi ni rekel, Barbka, imaš moč, poveš se z Bogom, ne, jaz sem pa vedno zunaj sebe iskala, kjer duhovnik bo nad mano molil, sva hodile, meni se ni premaknil nikamor, ne. Torej, tvoj nasvet je, torej, obrnite se na Boga, na molitev in hkrati delajte neke pozitivne korake na sebi, ne, da dobite... Ja, pa še ko nekdo reče, nimam denarja. Jaz ga tudi v tistem obdobju nisem imela. Sem šla pa v knjižnico. Tudi, če si pač si brezposeln, brez dela, ti omogočijo tudi brezplačno kartico v knjižnici, tako da ni izgovor. Torej, jaz, kot sem bila brez vsega, sem hodila v knjižnico, šele potem, ko sem si pač privrčevala denar, sem se udeleževala svetovanj, predavanj, izobraževanj, do takrat sem si pa sposojila knjige, potem sem jih pa začela kupovati, ker sem rekla, jaz hočem imeti knjižnico doma. Ker to je pa škoda, da jaz to knjigo zdaj nazaj dam. Tako da moram reči, da sem res v koraku s časom in ravno prej sestra rekla, a imaš kakšno knjigo, da boš dobila podpis od Aleksandra. Mislim, da nimava tukaj nobene knjige. Imam jaz še doma, tako da imam tvojo knjigo. Ampak ne, tukaj je ključno, ni izgovora. Torej, jaz nisem imela denarja, ko sem začela delati na sebi pa iskati rešitve. Začela sem z majhnimi koraki si sposojati knjige, potem sem si počasi kupovala. Jaz vsakemu tudi se obaveva, dnevnik hvaležnosti je zelo pomemben, da vsak dan napišeš, zakaj vse si hvaležen, tudi če se ti zdi butast, boš najdel neke stvari. In tako je ena moja stranka rekla, pa dobro, Barbka, ampak je res. Pisal moram prav razmisliti, zakaj sem hvaležna in nalepam nimam časa za kaj vse narobe, a ne? Bravo. Torej, take majhni koraki, ki jih lahko vsak, a ne? In da načrtno iščeš dobro v ljudeh, okoliščinah, situacijah. Da jaz danes rečem hvala za psihiatrično bolnico, ne? Bravo. Danes delam delo, ki me razveseljuje, ki brez te izkušnje tega ne bi bilo, ne? In da so tudi nekateri psihiatri tudi zelo prijazni, tudi tudi priporočajo že, ne? Tudi to se je že zgodilo, ne? Wow. Tako da jaz vedno rečem, pač most je treba narediti, med nami ni razlik, sodelovanje je nujno,
to nas bo rešilo. Ne? In da vsakega lahko povabiš, a ne samo stroka, ampak tudi alternativa. Delaj dovolj, ne? Preveč. Kako se vidiš sebe še v prihodnosti, povej mi? Rada bi kaj več potovala, ne? Da bi imela še več časa tudi za risanje, slikanje, platna kupujem, barve, nekaj že ustvarjam. Seveda se pa še vidim v predavanjih, ker to mi pa da ogromno in tudi vidim, da ljudem ogromno pomeni, ne? Ker se tukaj najdejo. Spomnim se, ko sem na začetku začela objavljati in pisati o tem, da se je bilo na moji javni strani, 50. Ne vem, če si je kdo upal sploh lajkati, ne. Zdaj nas je že več kot 17,000, ne. Wow. In se spomnim, ne, kako s temi majhnimi koraki, ne, počas prideš do osveščanja ali pa to, kar rad delaš, ne. In v tem moraš uživati. Tako da jaz se še vedno vidim v tem, ampak vzporedno še s kakšnimi pač, tako kot je v Svetem pismu pisal, Bog je enemu človeku dal en talent, pa še tizga je zakopal, nekomu je dal pa 10. Ne? Torej, talente, ki jih imaš, jaz vedno rečem, izkoristite do konca, ker jih imamo vsi. A ne? Tako da se vidim v mnogih takih še izzivih, ne? Darilih. Bravo. Jaz ti moram čestitati, jaz sem prepričan, da te talente ti čudovito izkoriščaš. Se ti zahvaljujem za to, da si bila z nami, ti želim še veliko uspeha naprej in ko me čakam, da se vidva morda na naslednjem podobnem srečanju, da še kaj novega poveva našim poslušalcem, gledalcem. Ja, tudi jaz se strinjam, bi bilo zanimivo. Hvala, Aleksandre, hvala. Hvala lepa. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. S tem, ko všečkate, delite to vsebino, nam pomagate, da dosežemo večje število ljudi in nam pomagate, da kreiramo še nove, boljše, globje vsebine, povezave, nova znanja, nova orodja. Zato všečkajte, delite, komentirajte.